Lepo pozdravljeni. Danes smo tukaj na pogovorih pri damah skupaj z avtorico Anjo Andrejič. Predstavljamo knjigo Razveza staršev in otroci. Jaz sem odgovorni urednik Peter Dobaj. Knjiga je izšla pri zbirki Znanstvena monografija. Avtorica Anja Andrejič, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Se lahko tikava, ne? Ja. Ti si doktorica psihologije, štima? Tako je, ja. V prvi vrsti se v bistvu raje predstavim kot psihologinja, strokovna delavka Centra za socialno delo, v bistvu kot praktik, in potem se v drugi vrsti nekje se vidim kot doktorica psiholoških znanosti, kot znanstvenica. Mogoče, če najprej se malo pri tebi ustavimo, mogoče pri tvoji izobrazbi, šolanju. Ja, nekako pri delu praktičnem, pri strokovnem delu sem pač z različnimi družinami se srečevala, bodisi enostarševskimi, razširjenimi, sestavljenimi, in pri tem sem ugotavljala, da bi rada nekako še več zvedela o tem, nadgradila to svoje znanje oziroma te izkušnje potrdila, in v bistvu to me je nekako spodbudilo, da sem začela malo bolj poglobljeno študirati tudi literaturo na tem področju in tudi doktorski študij vpisati na Filozofski fakulteti v Ljubljani. In nekako rezultat tega je tudi ta knjiga pred nami. Se pravi, zanimanje za prav to tematiko, razveza staršev, otroci, družina, je prišla na dan, ko si že bila zaposlena, ko si že v svojem fohu dejansko delala? Tako je, ja. V delu z družinami, v postopku razveze sem v bistvu videla, da je res to neko zelo občutljiva, kompleksna tema, zelo težko obdobje, polnih sprememb, ki se v bistvu dogajajo staršem na nekem osebnem nivoju, odnosu med staršema, neke spremembe v obliki družine, ki potem tudi vodijo v neke posledice za otroke in predstavljajo tudi strokovnim delavcem neke strokovne dileme. In potem sem si pač postavljala vprašanje, kakšne dejansko so posledice ločitve, ali so negativni učinki ločitev vidni na otrocih, tako če gledamo na splošno. In sem se zato pač res lotila tega poglavja malo bolj podrobno. Pregledala sem ogromno literature v več letih z tega področja, predvsem ugotovitve tujih avtorjev, ugotovitve različnih študij, ki jih v bistvu tudi potem v prvem delu knjige se lahko prebere. Gre za več kot 220 virov, v bistvu navajam, prebrala sem še več in nekako sistematično in poglobljeno poskušam osvetliti celotni spekter te tematike. In sicer najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj se nekateri pari pogosteje razvežejo kot drugi, katere so značilnosti bodisi neke demografske, bodisi na nivoju para ali posameznikov. Se pravi, sem pregledala te dejavnike tveganja za razvezo in ugotavljala, da je predvsem neki dejavnik, recimo razveza staršev, nekega posameznika, pa komunikacija para. Tisti pari se nekako pogosteje razvežejo, pri katerih je prisotnih več negativne komunikacije. Potem sem pregledala literaturo posledic ločitve oziroma razveze za posameznike in ugotovila, da imajo več težav v psihičnem zdravju ljudje, ki se razvežejo. In potem v ozadju so tudi pač odvisno od tega, od različnih dejavnikov je, kako zelo velike so te posledice za nekega posameznika, bodisi na psihičnem področju ali v področju odnosov. In osvetlim te dejavnike, v nadaljevanju pa potem večji del posvečam posledicam za otroke, se pravi, kakšen učinek ima ločitev na otroke, sicer tako na čustvenem, vedenjskem področju ugotavljajo študije, da imajo otroci razvezanih staršev več teh težav v čustvenem, vedenjskem področju, kot sem rekla,
nižjo samopodobo, več učnih težav, nižjo učno uspešnost, dosegajo nižjo izobrazbo. To so študije, ki ugotavljajo v bistvu neke splošne razlike, ne. Moram poudariti, da pa, ko delamo s posameznikom, pa je res vsak posamezen primer individualen, ne. Na to sem v bistvu pregledala, kaj ugotavljajo tuji avtorji, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na to, da so za neke otroke posledice večje in za druge manjše. In sem šla to povzela. Predvsem je pomemben dejavnik se izkazal odnos med staršema, stopnja konfliktnosti med staršema, neke težave staršev, psihične predvsem, tudi kakovost starševstva, nudenje opore, odzivnost staršev in tako naprej. Potem v zadnjem delu tega prvega dela, pa sem še povzela nekih teoretičnih modelov, tudi modelov, ki izhajajo bolj iz klinične prakse in so tudi lahko izhodišča oziroma uporabni v neke praktične namene, neke strokovne smernice. Se pravi, ta tematika je v tujini zelo dobro pokrita študijsko? Ja, ogromno je teh študij, ne. Pri nas je tega zelo malo, se mi zdi, da je moja ena izmed prvih, no, jih je kar malo pri nas, ja. Je tudi največja študija ta? Ne vem, če si upam to trditi, bi rekla, no. Pač na nivoju nekih magistrskih je, na tem področju se mi zdi, da se tudi počasi razvija, ne. Da se tudi raziskuje malo več, ne. Se pravi, je pomembno delo to dejansko. Se pravi, izhajala si iz teh hipotez, iz teh teorij, ki so že bile dobro raziskane v tujini. Tako je, ja. Na kak način je potekalo samo raziskovanje za tebe, si iskala stik z intervjuvanci in tako naprej? Sem si raziskovalni načrt zastavila tako, da sem zaprosila za sodelovanje strokovne delavce na centrih za socialno delo. Na enem izmed teh sem tudi jaz zaposlena. In smo ko so pač starši bili na svetovalnem razgovoru ob razvezi, smo jih zaprosili za sodelovanje, da izpolnijo vprašalnike. Zaprosila sem vse centre, sodelovalo na koncu jih je nekje 10. In smo potem te vprašalnike, ki sem jih pripravila, dali staršem, da so jih izpolnili. Istočasno pa tudi potem staršem, ki so bili v primerjalni skupini. Moram reči, da je to kar dolgo trajalo, je bilo težko pridobiti udeležence, ne, nekje leta 2012 do 2014 sem to zbirala, kar je razumljivo, ne, to obdobje ločitve je zelo čustveno za ljudi, ki to doživljajo in jim je vsekakor nek vprašalnik še lahko dodatno breme. Se pravi, veliko ljudi je odklonilo sodelovanje. Ja. Na koncu mi je vseeno uspelo pridobiti k sodelovanju 66 družin, ki so v postopku razveze in 66 družin poročenih staršev. Starši so ocenjevali različne vidike razveze, njunega odnosa v času razveze, pa različne vidike otroka, težav v otroki in druge. Vprašalnik sem pripravila jaz, uporabila sem pa tudi nekatere vprašalnike tujih avtorjev. Tako da te podatke sem potem zbirala in zbrala in statistično obdelala. V bistvu zanimalo me je, kakšni so. Če se tu malo ustavimo, je v knjigi kar veliko raznih prilog, statističnih analiz vseh teh podatkov. Že na prvi pogled je jasno, da si se zelo temeljito tega lotila. Hvala. Ja, to je vseeno znanstveno delo, ne, ki ima tudi svoje zahteve, ne, ker stroka znanost teži k temu, da res, ko delamo neke zaključke na podlagi teh raziskav, da lahko te zaključke izpeljamo, da so res verjetni, zanesljivi, da ni samo neka približna ocena, da res lahko z neko statistično gotovostjo sklepamo nekaj, ne. Zato tudi toliko tabel in analiz, ne. Se pravi, kaj pa so bile pol neke dejanske hipoteze, iz katerih si izhajala? Ja.
Izhajala sem iz ugotovitev avtorjev tujih študij. Najprej me je v bistvu zanimalo, kakšni so sploh učinki razveze oziroma v čem se starši in otroci in odnos med staršema razlikujejo od tistih, ki so poročeni, od poročenih družin. Se pravi, težave ponotranjena in pozunanjena pri otrocih, potem različne osebne težave in neka, bi rekla, stopnja depresivnosti pri starših, pa kako nek par je v postopku ločitve oziroma pred ločitvijo reševal težave, način, kako sta reševala težave in komunicirala in kako se dogovarjata o stvareh v zvezi z otroci. Se pravi, najprej ta vidik posledic, potem pa povezanost vseh teh. Se pravi, povezanost težav otrok, povezanost težav staršev z dejstvom, da gre za razvezano ali za družino poročenih staršev in pač vse te spremljivke tako. V bistvu sem primerjala družine poročenih in družine razvezanih in na podlagi tega. Je fokus bil dejansko na otrocih ali v bistvu celotni družini? Bolj otrocih, ampak v bistvu celotni, ja, tudi starših in odnosov. Ja. Tako da sem predvidevala, tako kot tuji avtorji, da bodo razlike med tema skupinama, se pravi, da bo pri razvezanih starših več težav, da bo pri otrocih več težav in da bo odnos med staršema manj kakovosten. Nekako to so bila moja predvidevanja. Dejansko so rezultati tudi to pokazali. Otroci razvezanih staršev so imeli v primerjavi z otroki poročenih staršev več težav, predvsem pozunanjenja in slabšo učno uspešnost so dosegali. Potem starši so doživljali več nekih čustvenih težav, potrtosti, imeli so več težav z spanjem, z koncentracijo, tudi z prehranjevanjem. Večina jih je doživljala depresivnost, potrtost, pomembno v primerjavi z stopnjo pri poročenih starših. Pa tudi odnos je bil drugačen. V bistvu med razvezanima staršema je bilo prisotne več negativne komunikacije, več negativnih vzorcev, kot je razmerjanje, kritiziranje, obtoževanje, poniževanje, neka obsojanja, grožnje. Medtem ko je v odnosu med poročenima staršema bilo prisotnih pa več nekih mirnih pogovorov in sklepanja kompromisov. Tudi nasplošno je bila stopnja konflikta med razvezanima večja kot med poročenima. Gre se pravi za pogostost, intenzivnost konfliktov, tudi za prisotnost znakov nasilja. Potem spraševala sem tudi o pogostosti prisotnosti otrok pri konfliktih med staršema. Otroci so pogosteje bili prisotni pri konfliktih med razvezanima staršema. Tako da to. V nadaljevanju pa sem v bistvu z enim napovednim modelom ugotavljala, ali lahko te razlike v težavah otrok pojasnimo z stopnjo konflikta med staršema in z psihičnimi težavami starša, pa dejstvom, ali gre za razvezano in razvezano družino. No, to se mi zdijo ključne ugotovitve moje študije, ki so podobne ugotovitvam tujih avtorjev. Namreč, če upoštevamo odnos med staršema, stopnjo konflikta med staršema in psihične težave starša, potem pri napovedovanju več tip družine, se pravi dejstvo, ali gre za razvezano družino ali poročeno, ni več pomemben. Je manj pomemben. Se pravi, bolj pomembno je, kakšni so odnosi v družini, kako je nek starš psihično zdrav, se lahko posveti vzgoji, kot pa dejstvo, ali gre za razvezane in ločene. Potem v drugi vrsti pri težavah pozunanjanja se je izkazalo, da so... Kaj so dejansko težave pozunanjanja? Ja. Malo bolj laično. Hvala, ja. Težave pozunanjanja se pravi, otroci lahko neke čustvene, negativna čustva izražajo na dva načina, tako če gledamo v grobem, ali jih doživljajo navznoter, v odnosu do sebe ali pa navzven.
Se pravi, težave ponotranjenja so težave, ki jih v odnosu do sebe bolj kažejo, pozunanjenja pa težave, ki jih kažejo navzven. Čisto preprosto bi rekla, mogoče čustvene ali vedenjske. Se pravi, težave ponotranjenja so neki občutki žalosti, potrtosti, skrbi, osamljenosti, pomanjkanja nekih prijateljev. Se pravi, v teh socialnih odnosih, na notranjem nivoju bolj doživljajo otroci. Pri težavah pozunanjenja pa so bolj vedenjske, neka težave s pozornostjo, nemirnost, lahko tudi agresivnost in tako naprej. No. To se pravi, predvsem pri težavah, ki jih otroci so izražali navzven, so se kazale razlike med tema skupinama. Ne. In pri teh se je izkazalo, da je najbolj pomemben bil ta vidik, ali so bili otroci bolj pogosto prisotni pri konfliktih med staršema in se pravi konflikt med staršema. Ne. Če smo upoštevali to, potem so razlike, se pravi razlike, ki bi jih pripisali sicer tipu družine, bile manjše. Ne. Pri napovedovanju težav ponotranjenja, se pravi nekih čustvenih težav v odnosu do sebe, pa se je izkazalo, da je pomemben napovednik stopnja depresivnosti matere, se pravi potrtost, žalost, neke občutki krivde, nemoči, manj vrednosti, ki jih je pa mati doživljala v obdobju ločitve. To so nekako te ključne ugotovitve. Ne pa tudi očeta ni bil takega vpliv? Tudi sem upoštevala to dejstvo in so tudi psihične težave očeta se izkazale kot pomembne, ampak se vključila samo depresivnost matere in psihične težave starša, ker v tem vzorcu vseeno večina otrok živela pa večino časa pri materi. Aha, se pravi, če mogoče se vrneva na ta kazatelj, se pravi, da v Sloveniji po razvezi večina otrok živi pri materi. Ja, še vedno je tako, ja. Ampak očetje pridobivajo vedno večjo vlogo, se mi zdi, tudi sami, tudi se jim tako priznava in tudi vedno več otrok je več časa pri očetih, tudi na račun tega skupnega starševstva in tudi več otrok je kot v preteklosti že tudi zaupanih varstvu in vzgoju očetom. Očetje imajo zelo pomembno vlogo, ne. Tudi tuji avtorji to ugotavljajo, da je pomembna ne samo materina opora ob razvezi, po razvezi otroku in sicer, ampak tudi očetova, ne. In neko nudenje pozornosti strani očeta, odzivnost očeta, tako da sta pomembna oba starša, vsekakor. Pa rekla si, da se to spreminja počasi? Ali? Ja, je trend, da se pač veča vključenost očetov pri vzgoji tudi po razvezi, ne. Da ni več čisto avtomatsko, da otroci po ločitvi spadajo k materam. Zanimivo. Se pravi, tvoje hipoteze so se vse potrdile? Ali, Ja, večina ni se, izkazalo se je, da so pa razlike med otroci razvezanih staršev in poročenih staršev ostale z vidiku učne uspešnosti. Se pravi, tudi če sem upoštevala konflikt med staršema in psihične težave staršev. Tam se pa ni pokazalo, ne vem čisto točno razložiti, kateri dejavniki so bili v ozadju. Očitno je nek dejavnik, ki pa je vseeno prispeval k razlikam med razvezanimi in poročenimi družinami. Tako da pri učni uspešnosti se moje ugotovitve ne skladajo z ugotovitvami tujih avtorjev, ki so te razlike ugotovile. Se pravi, dejansko pri nas očitno je še tu neki dodatni dejavnik. Mogoče. Ja, očitno. Pa vseeno so tudi omejitvene te študije, bi rekla, možno je, da tudi zaradi tega niso taki rezultati, ne, ker moram vseeno povedati, v tujini, v Ameriki, to so študije na več tisočih vzorcih, to so res ogromne, zelo reprezentativne študije in so tudi zaključki teh študij potem bolj relevantni, ne. To pa vseeno bil, meni se zdi, kar majhen vzorec. No, lahko vzamemo kot pilotsko študijo, ne? Tako tudi, ja. Vsekakor razveza je neka resna tema, mogoče tudi žalostna, kako jemljemo, krizna vsekakor situacija, stresna situacija. Je nujno tudi žalostna ali so lahko tudi kakšni pozitivni zaključki? Tudi.
kot ugotavljajo tudi tuji avtorji in iz izkušenj, dejansko za nekatere otroke pa razveza staršev pomeni olajšanje. Ne. Če sta starša imela zelo visoko stopnjo konflikta, če je bilo v odnosu prisotno nasilje, kateremu je bil prisoten tudi otrok, če sta starša imela visoko stopnjo nekih psihičnih težav in se nista mogla posvetiti tudi toliko otrokom, potem ločeno življenje staršev pomeni, da se tudi starš lahko nekako bolj prilagodil, bolj mirno živel in je potem za otroke bila to neko olajšanje. In študije so pokazale, avtorji ugotavljajo, da so otroci v takih primerih, ko je bila visoko stopnja konflikta med staršema pred razvezo, po razvezi imeli manj težav, čustvenih, vedenjskih in drugih. Tako da lahko je tudi pozitivna, ja, za otroke. Se pravi, to je bilo v tujih študijah se je tako iskalo in v tvoji študiji? Ja, bi lahko tako rekla, ja, tako je. Ker so imeli tisti otroci v povezavi z konfliktom med staršema manj težav. Ja. In v bistvu je tudi dejstvo, ne, da lahko v družinah, kjer sta starša poročena, imajo otroci neke težave zaradi odnosa slabšega, manj kakovostnega med staršema. Ne. Študija je bila, kdaj je bila zaključena študija? Leta 2014 sem v bistvu zaključila z zbiranjem podatkov, potem je sledila vsa ta obdelava računalniška in povezava z ugotovitvami tujih avtorjev. Čisto zaključeno, ne, pa je bilo leta 2016, septembra. Takrat sem to tudi v bistvu zagovarjala nalogo. Ne. In od takrat naprej, kakšna je bila pot naprej, kakšna je bila pot študije? Ja, meni je zdaj to v bistvu neka iztočnica, nek temelj za naprej. Jaz, kot sem rekla v začetku, izhajam iz prakse, vsakodnevno se srečujem z različnimi družinami, tudi z družinami postopkov ločitve in povezujem nekako ta znanja in izkušnje praktične z temi znanstvenimi spoznanji in tudi spoznanje moje raziskave in pregleda vseh te literature. In v bistvu moja želja je iz tega podajati neke smernice, bodisi strokovne smernice strokovnjakom, ki se ukvarjajo s temi družinami, bodisi tem ločenim družinam, ki se soočajo z številnimi spremembami in stiskami. Ne. Tako da res bi iz tega dala neke zaključke, da je tako ob ločitvi, kot tudi sicer res pomembno, da starši poskrbijo za svoje psihično zdravje, da si poiščejo pomoč, da sprejmejo pomoč in da jim tudi strokovnjaki to nudijo in nudimo. In bi na ta način v bistvu se mi zdi, da bi potrebno bilo tem družinam ponuditi še več pri nas. Se mi zdi, da že dosti je na tem področju, ampak se mi zdi, da je to res področje, ki bi še se dalo staršem ponuditi kakšne priročnike, kakšne delavnice, zloženke, knjige, mogoče neke čisto kratke, z nekimi preprostimi napotki, kako naj ravnajo, v bistvu, kako naj ravnajo tako, da rešijo neko svojo čustveno stisko, ki jo doživljajo ob ločitvi, bodisi neke prizadetost, zamere, občutke krivde, žalosti oziroma odzivanja na vse te spremembe in kako ločiti partnerstvo in starševstvo in to v bistvu v odnosu z drugim staršem po ločitvi upoštevati v smislu komunikacije, da kljub temu, da je nek par razvezan, da po ločitvi lahko še vedno nekako pozitivno komunicira, ne? Ker to je potem tudi dolgoročno korist otrok. Ne? Če sta starša v nekem dobrem odnosu, tudi po ločitvi, če sta starša psihično stabilna, lahko tudi sta pri vzgoji bolj odzivna, zahtevna, dosledna in tako naprej. Ne? Tako da se mi zdi, da ja, še je tu dosti možnosti za razvijanje naprej. Kdo konkretno bi lahko tu pomagal? So to neke organizacije, je to Center za socialno delo, je to, ne vem...
Centri za socialno delo imajo pomembno vlogo tu, ker so pač se srečujejo s temi družinami, ko se starša dogovarjata o tem, kako si bo ta delila skrb. In tam je trenutek, ko je smiselno jim nuditi pomoč. Potem je tu dosti različnih družinskih terapevtov, kliničnih psihologov in vseh drugih strokovnjakov, ki se srečujejo s temi družinami in jim nudijo strokovno pomoč. Tako da tu so načini, kako se to razvija. Tudi v šola se lahko kakšne delavnice za otroke bi vnesle nekako za to tematiko, ne? In tako naprej. Se pravi, vsakdo, kdo se ukvarja z družinami, ne? Z nekem strokovnem delu na področju družine. Tu sem zdaj nekaj pomislil, če se vrnemo na statistiko, stopnja ločitev je enaka, raste, pada? Ja, pri nas v zadnjih letih, v zadnjih desetletju nekje raste. Povprečju se, bi rekla, tam 40% sklenjenih zakonskih zvez konča z razvezo. Se pravi, nekje vsaka četrta sklenjena zakonska zveza se tudi razveže, tako da ta trend je pri nas. Ja. Kakšno leto mogoče več, kakšno leto manj, tako 38 do 45% v zadnjih 10 letih, bi rekla. Ja. Se je povečalo? Se je povečalo. Mislim, toliko razvez je v odnosu do števila sklenjenih zakonskih zvez. To. Ja. Ne, to odstotki so mogoče. Zdaj mislim, da je iz leta 2016 v primerjavi z letom 2017 bil malo upad, ampak mogoče ravno na trend večanja števila sklenjenih zakonskih zvez. Se pravi, ta študija dejansko je izhajala iz tvoje prakse na Centru za socialno delo, iz prakse je prišla teorija, zdaj pa teorija potuje nazaj v prakso. Nekako tako, ja. V idealnem primeru. Ja, tako bi si želela, ja, da se to povezuje. Ne. Se mi zdi, da nista povsem ločeni stvari to. Ne. Eno je kar pač na podlagi nekih izkušenj se lahko naučimo, drugo pa je, kaj ugotavljajo študije, ker to pač ugotovitve študij, avtorjev študij lahko bolj zanesljivo rečemo, neke zaključke izpeljamo in lahko tudi neke svoje strokovne argumente, naprimer, bolj podpremo z temi ugotovitvami. Ne. Moram pa vseeno reči, da to, kar ugotavljajo pač avtorji tujih študij, so vseeno ugotovitve čisto nasplošno. Vedno, ko pa gre za prakso, ko gre za delo z družinami, s posamezniki, pa je vsak primer čisto individualen. V ozadju so pri posamezniku različni dejavniki, ne, in tudi mogoče tak, ne, ta ugotovitev splošna, da v bistvu učinki razveze so negativne, ampak za zelo manjšino posameznikov, se pravi za manjši del otrok in manjši del staršev, za večino ni nekih negativnih posledic. In tudi potem čez leta za otroke iz razvezanih in otroke poročenih staršev lahko rečemo, da ni nekih pomembnih razlik, se bistveno ne razlikujejo tem, ker se nekako prilagodijo na vse to, ne, kar se jim dogaja. In to se mi zdi tudi pomembno, da se pač res sprejme, da to ne pomeni nujno nekih hudih negativnih posledic, ne, ampak da se pač družina po nekem času prilagodi pač na drugačno obliko, bi rekla. No. Ja, vse. Ljudje se prilagodimo na vse lahko, ne? Tako je. Kaj pa ti za to študijo, zdaj si nazaj v praksi, te spet vleče v teorijo ali bi to prakso še razširila? Se mi zdi, da bolj prakso, bolj se identificiram s tem, ja. Se pravi, v smislu teoretsko pač povezati z prakso, mogoče res ponuditi nekaj še na papirju, ne samo ob nekem srečanju z ljudmi, ne. Se pravi, teorijo pa prepuščaš drugim, da se nadaljujemo. Zaenkrat. Odlično. Mogoče so kakšna vprašanja iz publike? Jaz sem se razvila že prestara, me pa zanima, koliko ste glede tudi dan današnji bil težko prijeti na podatkov, ne? Če ne govorim zdaj za strica Bukla, ampak tako, da ste svoje ugotovitve verjetno tudi
preko svojega študioznega dela, ne, da je to mehen težko prideti do kakšnih ugotovitev, koliko ste vmes odupali? Ja, sem mogoče za kakšen dan, teden, mesec, potem pa sem nekako spet zbrala energijo. Se mi zdi, da je pomembno, če si pač zastavimo nek cilj, da res najdemo pot do tja, ne? Ja, in zberemo moči. To je kar naporno delo, ne? Ja, poleg službe in vsega ostalih obveznosti, ja. Se lažje ločite. Kako? Se lažje ločite. Zdaj voda na svoj mlin. Ne, jaz sem rekla, da se ne bo ločevala, vendar še se samo reši na pokopališču, pa je to, kar se bo zdaj ločevala. Mene še zanima, če si razpon starosti otrok, to me zanima, pa kakšne so posledice glede na starost, da so mlajši otroci to bolj občutili kot starejši? Ja, razpon starosti otrok, ki sem jih zajela v raziskavo, je bil od 3 let do 18 let. Zdaj, se pravi, otrok je bilo vseeno razvezanih samo 66 in se pravi, od razvezanih staršev 66, tako da to je kar majhen vzorec. Sem gledala primerjavo. Izkazalo se je pri mojem vzorcu, da je vseeno tam starost 18 do 12 let bi naj bilo slabše. Tako da ne morem neko gotovostjo trditi. Na podlagi moje raziskave avtorji tujih študij pa ugotavljajo, da je vseeno za mlajše otroke, za manjše otroke več posledic, ampak pač se mogoče bolj kažejo v nekem čustvenem in vedenskem področju, pri starejših pa bolj na učnem področju, ne? Ta razlika, ja. Jaz bi se zahvalil publiki, jaz bi se zahvalil Anji Andrejič, avtorici te študije. Kakšne zaključke bi še povedala, bi še kaj dodala? Jaz bi se tudi zahvalila založbi za izdajo knjige. Zahvalila bi se vsem družinam, s katerimi se srečujem in sem se srečevala, ki mi pomagajo tudi razvijati to znanje naprej. Tistim, ki so sodelovali v študiji, strokovnim delavcem, ki so mi pomagali. Hvala. No. Hvala lepa publiki in lep večer še naprej vsem.